Pomursko društvo za kakovost je bilo ustanovljeno pred več kot 20 leti, vseskozi pa sledijo cilju širiti idejo o kakovosti in njenem uresničevanju v praksi. Že 23 let zapored pripravljajo tudi letno konferenco, ob kateri izdajo vsakič tudi zbornik referatov. Več o namenu konference pa predsednica društva. Osnovni namen konference je mreženje ljudi. Povezovanje različnih profilov ljudi, strokovnjakov, ki delujejo na različnih poslovnih procesih v podjetjih, kot kakovostniki ali pa tudi ne, kot razvojniki, inženirji, komercialisti in tako naprej, saj je vsak člen v neki gospodarski družbi, kot tudi v drugih organizacijah, pomemben, da se kakovost dosega. In danes smo v bistvu to kakovost poimenovali obvladovanje tveganj, ki je seveda spet od začetka do konca v neki verigi delovanja in poslovanja pomembna za vsakega, ki v tej organizaciji deluje in s svojim znanjem, aktivnostjo prispeva za boljši poslovni uspeh. Tokratna konferenca je bila namenjena obvladovanju tveganj, na njej pa so s svojimi strokovnimi referati sodelovali številni strokovnjaki iz pomurskega in širšega slovenskega prostora. Govorili so o tveganjih na različnih področjih ter podali opredelitve tveganj. Dobro, pri obvladovanju tveganj ta naslov smo dali predvsem zaradi tega, ker novi standardi ISO 9001, to je sistem vodenja kakovosti, ki je doživel zdaj v tem času spremembe, se pravi nova verzija, nekako glavno spremembo, ki uvaja obvladovanje tveganj. To pomeni, da mora organizacija predvideti, kje vse so tveganja, od prodaje do nabav, do procesov, in marsikaj še drugega, družbene odgovornosti, tako mogoče, in pa se z teh tveganj zave in naredi neki, če tako lahko reče, akcijski načrt, kako ta tveganja obvladuje in da do teh tveganj oziroma da se tveganj izogiba lahko, ne. Na letnih konferencah društvo podeli tudi priznanje oziroma zlati znak za kakovost posamezniku ali organizaciji, ki je pomembno prispevala k razvoju in uresničevanju kakovosti v širšem pomenu besede. Letos sta ta znak prejela Planika Turnišče in magistra Tatjana Žagar. Eno veliko priznanje za dolgoletno delo, sodelovanje, bi rekla, z uspešnimi podjetji, tudi ne samo z gospodarskimi, ampak tudi javnega sektorja, kjer se je videlo, da ta virus je zasajen kakovosti, razmišljanje o tem, kako biti boljši, in vesela sem, da kot Gorenjka, da je tukaj toliko na vašem področju takih podjetij in organizacij, ki razmišljajo o tem, kako biti boljši, in to tudi živijo. Društvo je skupaj z Ekonomsko višjo strokovno šolo Murska Sobota leta 2009 ustanovilo študentski podjetniški in inovacijski raziskovalni center Špic, ki vsako leto izvede razpise za vrtce, osnovne šole in srednje šole. Najboljši prispevki za najrisbo v vrtcih, najspis v osnovnih šolah in najposlovni načrt v srednjih šolah pa so nagrajeni na letni konferenci. Nagrajenci se zbirajo, bom rekla, seveda s poudarkom na doseganju poslovne odličnosti podjetja ali oziroma in posameznika, ki jih spremljamo skozi daljše časovno obdobje. Letošnjo najrisbo je ustvarila Mara Recek iz vrtca Murska Sobota, najspis Adam Červek iz osnovne šole 2 Murska Sobota, najposlovni načrt pa Manuela Tibovt, Tonja Pesjak in Alen Špilak iz Ekonomske šole Murska Sobota. Vemo, da so najbolj inovativni ljudje stari od 3 do 5 let. Ne? Ti so dejansko še niso obremenjeni z nekim rutinerstvom in pa seveda so ustvarjalni, ampak ja, mi spodbujamo dejansko pri mladih ustvarjalnost. Ne? Hočemo, da so ljudje ustvarjalni, da razmišljajo svojo glavo, iščejo nove rešitve. Se ne nazadnje, že na tej konferenci smo večkrat omenili, da bodočnost je na rokah tisti, ki bodo seveda uvajali spremembe, bili drugačni in seveda inovativni. To pomeni, da bodo uvajali novosti, ki bodo na tržišču prinašale koristi za organizacijo. Ne? In to spodbujanje mislim, da je tudi pomembno. Ne nazadnje se kaže tudi ob dobrih prijavah, kar nam kažejo rezultati, in pa tudi, da so ne nazadnje zadovoljni, da sodelujejo pri teh akcijah. Priznanje za izjemne dosežke na področju razvoja sistema kakovosti v višjem strokovnem izobraževanju pa je pred dnevi prejel tudi dr. Branko Škafar, podpredsednik društva, sicer pa predavatelj na Ekonomski višji strokovni šoli Murska Sobota. Dejansko eno spodbudo za naprej in pa vsekakor za
tisto, kar smo naredili oziroma sem naredil v preteklih 10 letih v sklopu višjih strokovnih šol, kjer smo vzpostavili sisteme vodenja kakovosti v več kot 35 višjih strokovnih šolah, kjer smo vzpostavili model odličnosti v skupnosti višjih strokovnih šolah in smo z tega pogleda tudi dokaj dobri na področjih sistemov vodenja kakovosti v Sloveniji, kar se tiče šolstva.